5. mesto Volkswagen Tiguan, 71,1% vseh pik. Nan? No? Glasa nimam ful. Današnji vlog pomembna stvar. Govoril bom namreč o prima testu. Kdor še ne ve, gre v bistvu za največji primerjalni test v Sloveniji, sodeluje kar 8 uredništev. Najbolj se preštejem in ker ponovadi vedno koga pozabim, sem si vse skupaj zapisal, nekaj me srbi. No, ker vedno obstaja nevarnost, da kakšen medij pozabim, pa čeprav 8 ni velika številka, ne. Automobilizem.com, Autofokus, Autofinance, Dnevnik, Siol.net, Automoto, Volan, Žurnal 24 in pa seveda Komotor minuta. Zakaj sem se tako pokazal? To je smotan zgleda, ni? Look at me. In mogoče najpametnejše za začetek povem, katere avte točno smo testirali, pa zakaj. Zdaj lahko, no, mater piskam. Toyota CHR, Peugeot 3008, Renault Kadjar, Seat Ateca, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Opel Grandline X, pa Volkswagen Tiguan. Zdaj vsi se zavedamo, da v tem segmentu nastopa še veliko več avtomobilov. Nekje smo morali postaviti meje. Pač rekli smo, da od enih centimetrov naprej preprosto ne bomo šli, določili smo mejo pri medosni razdalji. Želeli smo imeti 1,6 litrski dizelski motor. Dobro, že tukaj pri motorjih sta se dve izjeme pojavile. Ena je recimo Volkswagenov Tiguan, ne, ampak kljub temu, da je 2.0 mašina, nud primerljivo število konjev. Pa pol je zraven letela še Toyota CHR, ki je pravzaprav bencinski hibrid, ampak je tako, kot smo pričakovali že iz prejšnjih izkušenj, popolnoma dostojno pri področju porabe konkurirala dizlo. Pa dosto vprašanje recimo že bilo, zakaj pa ni Kodiaka, zato ker je prevelik, zakaj pa ni Karoka, zato ker ga nismo mogli dobiti, oziroma avto še ni v Sloveniji. Pa pri teh omejitvah, ne, koga vzeti, koga ne, smo se odločili, da v ta test ne sprejmemo premiumskih tekmecev, zato ker cena je vseeno zelo pomemben faktor pri takšnih avtomobilih. Pa pazili smo tudi, da bi imeli spreden pogon, tako da ja, veliko avtov bi lahko še sem noter pasali, pa jih pač preprosto nismo dali, ker nekje smo mogli potegniti črto, kot so napisali pri volanu. In tudi oni so recimo dobro povedali, lej, Kuga je sam mal daljša od Tiguan, ne. CX-5 je pač sam mal daljši od Kuge, pa imaš pa še Honda CR-V, ki je sam mal daljša od CX-5. Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da smo zbrali tak zelo dober miks avtomobilov. Naslednje vprašanje, kaj smo merili, kaj smo upoštevali? Kot vedno smo bili izredno temeljiti, upoštevali smo pa praktično vse, oziroma vse pomembnejše parametre, ki tako ali drugače vplivajo na to, koliko je avto sposoben, zmogljiv, vreden nakupa in tako naprej. In vse skupaj je bilo tako na grobo razdeljen v 5 ocenjevalnih segmentov. Potem pa to še vse razparcelirano na tažitenih postavk. Pa še nekaj, ne, pri vsakem prima testu ocenjevalni kriterij prilagodimo temu, kar si mislimo, da je pomembno pri tem razredu vozil. V tem primeru, pri tem testu je bila recimo cena pomembnejša pri skupni oceni, kot je bila recimo cena Kosilo. Kot je bila recimo cena pomembna pri zadnjem prima testu, ko smo testirali premijske limuzine. Poleg cene je pri tem testu tudi zelo visoko kotirala uporabnost. Naprimer, pikico manjšo mero pomembnosti so pa tokrat nosili recimo performance podvozja ali pa asistenčni sistemi, kar pa ne pomeni, da smo jih zanemarili, daleč od tega. No, ampak če vse skupaj povzamem, testirali smo vse od ergonomije, prostora, voznih lastnosti, cenovne dostopnosti, uporabnosti, kakovosti, prtljažnikov, asistenčnih sistemov, nedoločilnikov, kamor mimogrede spada tudi videz, pa splošen feeling v avtomobilu. Tina pico naredila. No. Pa preden povem vrstni red, mogoče ga še ne poznate, kljub temu, da je bil ta test pri večini medijev že objavljen. Moram poudariti eno stvar. Zdaj bom šel od 9. mesta do 1. mesta. Pri vsakem avtu se bom ustavil samo na hiter, da bi zdaj vse skupaj razložil v nulo, v piko. Zakaj tako? Stari pa bi to trajalo glih kakšno uro. Zato te lepo prosim, če te zanima detaljna razlaga, pejte prosim pogledati kakšnim od drugih medijev na spletu, kjer imajo več prostora, da se razpišejo in pol tam boš tudi v nulo zvedel, zakaj pa kako. Tam si lahko vzameš čas, prebereš vse od začetka do konca z vsemi argumenti za in proti. Vsa uredništva so se izjemno dobro potrudila, da so vse skupaj utemeljila, tako da res prosim. Zdaj pa without further ado, 9. mesto Kia Sportage, ki je osvojila 63% vseh možnih pik. In tako pri Sportageu bo pri vsakem avtu zelo na hiter. Sportage je presenetljivo zgubil pri cenovni primerjavi, strošek lastništva recimo razmeroma visok, avto je vozniško povprečen, plus pike je pa dobil za kakovost materialov, pa za prostornost. 8. mesto Nissan Qashqai, 64,3% vseh pik. A se spomniš, Qashqai je bil ravno kar prenovljen, sicer smo pohvalili udobne sedeže, kar se cele kabine na splošno tiče, povprečje, podobno pa velja tudi za kufer pa asistenčne sisteme. Da bi dobil več pik, bi moral biti udobnejši, odzivnejši, lahkotnejši in tako naprej. 7. mesto Renault Kadjar, 64,5% vseh pik. Kadjar se je izkazal za varčnega,
prostorenega, zelo udobnega, tukaj nikaj. Vozniško je pa tako, kaj pod povprečjem. Tudi pri asistenčnih sistemih, ne, ima še kaj lufta. 6. mesto Hyundai Tucson 69,1% vseh pik. Oblikovno impresiven, zelo udoben, predvsem spredi. Uporabnost podlagališča, palce gor. Vozno je sicer stabilen, ampak ne izstopa. Pa dobro ergonomijo ima. Stari meni bo glasa čez zmanjkal. Minusi pa recimo, ne vem, pri asistenčnih sistemih bi se dal še kaj podelati. Pameten tempomat sploh ne vem, ali ga ima lahko. Pa nagibanje v zavojih je veliko preveč, pa motor je preglasen. 5. mesto Volkswagen Tiguan 71,1% vseh pik. Plusi, prostornost, bravo, enako ergonomija, udobje sedežev, kakovost izdelave, enako dober je tudi na cesti. Odličen, mislim najboljši med vsemi preizkušenimi tokrat je pa pri asistenčnih sistemih. Slabši bil pa recimo pri porabi, ne vem, moramo to pripisati motorju z večjo prostornino, mislim, da ne. Malo slab se je odrezal tudi pri nedoločilnikih, ne, malo tiste karizme, ne, to vsi vemo, da mu manjka. Pa cena, ne, stroški lastništva pri Tiguanu definitivno niso med najnižjimi. 4. mesto Opel Grandland X 73,6% vseh osvojenih pik. Plusi definitivno prijetna kabina, ergonomsko zelo ustrezen, dobri materiali, odlično počutje na splošno v kabini. Avto je zelo varen, pri asistenčnih sistemih je bil odličen, tudi pri voznih lastnostih je bil dober, ajde, volan bi bil lahko bolj odziven, ostalo pa kar ok. 3. mesto Toyota CHR hibrid. CHR je, tako kot sem prej že povedal, ne, dokazal, da je bencinski hibrid lahko na istem nivoju, kar se tiče porabe, kot primerljivo zmogljivi dizli. V bistvu je v mestu celo boljši, to je jasno. Je bil pa CHR najboljši na cesti. Pač Toyota je že par let nazaj, ko so ta avto napovedali, ne, obljubljala vozniško odličen avto in to obljubo so tudi držali. CHR se je slabše odrezal pri prostornosti, vale je tudi najmanjši med temi. Pa še ena zamera pri CHR-u, ne, ergonomija ni vzorna, lahko bi bila boljša. 2. mesto Seat Ateca. Seat, to smo pa že navajeni, ne, od drugih prima testov je dosledno dober povsod, nikjer prav slab, nikjer najboljši, vedno vmes in to je ponovadi skrivnost do dobrega rezultata. Je pa avto zelo dolgočasen, to je pa res. Drugač pa odlična prostornost, vzorna uporabnost, vozne lastnosti na visokem nivoju, kar se pa minusov tiče, kakovost materialov, splošen feeling v kabini, stari, bolj tako. Pa valjda to, kar sem rekel, dolgočasnost, pri nedoločilnikih so bile pike nizke, zato ker je cel avto, kogarkoli pogledaš, zelo neizrazit. 1. mesto Peugeot 3008. Mislim, kaj ne ti rečem, 3008 je samo še potrdil to, kar je dosegel že na izborih za evropski pa slovenski avto leta, tukaj ni debate, Peugeot je naredil odličen avto, če gledaš celostno. Osvojil 77,5% vseh pik, sedeži so odlični, prostorno štima, feeling v kabini je super, kljub temu, da mnogi, ne vem zakaj, ne marajo tega iCockpita z mehnim volanom, da oblikovno ne zgubljam besed, ne, avto je zanimiv, ne samo znotraj, tudi zunaj, pa oblika, vsi vemo, da ni spet toliko pomembna, ne, pomembno je bolj to, da je avto tudi vozniško odličen. Ajde, krmilje ne bi bilo lahko boljše, ne, ampak da splošno vozne lastnosti, blaženje, kompromis med blagošportnostjo, udobjem je zelo dober, pa cena je tudi zelo v redu. A če imamo kakšno zamero za 3008, valjda, da imamo, pogrešamo kakšna klasična stikala, recimo tista za klimo. Drugač pa večjih zamer pri 3008 preprosto ni. Zdaj pa to, kar sem rekel, če hočeš imeti detajle v nulo razložen, točno zakaj, kako, z veliko več informacijami, ker sem jih jaz danes dal. Knock yourself out pri drugih uredništvih, sem pa prepričan, da imate mnogo mnenj o vsem skupaj v vrstnem redu. In valjda bi tudi jaz rad slišal, kaj točno si misliš.